tudi SDS, predsedniku SDS je danes poslala pismo, kot je povedala, ka neke vrste sodelovanje, sicer ne v smislu neke koalicije predvolilne, pa vendar programsko sorodne stranke, očitno tudi z neko zavezo pričakuje na koncu, da bi v primeru zmage povolilno na ta način sodelovali. Kako komentirate zdaj to zadevo? Slovenski ljudski stranki z Novo Slovenijo zadnje leto odlično sodelujemo. Zdaj tudi to, kar je danes narejeno del dogovora, da se stranki pred samimi volitvami dogovorita o skupnih programskih izhodiščih. Ta izhodišča tudi ponudita širše v sprejem strankam, ki so pripravljene na takšen način pokazati izhod Slovenije iz krize, se pravi predvsem več dela, več delovnih mest v gospodarstvu, nobenih novih davčnih obremenitev in pravna država in te ključni poudarki, ki so, in na tej osnovi postaviti platformo za pogovore po 14. juliju, ko bo potrebno v državi postaviti koalicijo, ki bo rešilo državo iz krize. V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da so časi toliko resni, da je prav, da se takšna ponudba da tudi širše kot samo 3 pomladne stranke in da pride tudi v državi do močne koalicije, ki bo v koalicijski pogodbi dogovorila ključne ukrepe, ključne reforme in potem 4 leta v skladu z tako dogovorjeno koalicijski pogodbi tudi delovala postopno. Sicer naj to ne bi bil dogovor o morebitnem novem mandatarju, koga bi se predlagalo, pa vendar je predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak na vprašanje, ali je gospod Janez Janša sprejemljiv za kandidata za mandatarja, odgovorila z besedami, da je zanje sprejemljiv vsakdo, ki mu zakon to dopušča in pa seveda, ki ima podporo ljudi. Pa je za Slovensko ljudsko stranko gospod Janez Janša z vsem tem bremenom sprejemljiv kot kandidat za mandatarja? Vsi vemo, da je postopek okoli gospoda Janše sedaj tudi na Ustavnem sodišču. Zagotovo je odločitev Ustavnega sodišča ena od pomembnih odločitev, ki bo pokazala verodostojnost tudi vseh teh postopkov, ki se vodijo okoli njega in bo vplivala na to, kdo bo bodoči mandatar. Sam bi zelo rad videl, da bi bil mandatar nekdo, ki bi tudi širše v družbi, pa tudi med političnimi strankami, ki bi tvorile koalicijo, imel veliko mero zaupanja, tako da ključno pri tem bodo pa zagotovo tudi volilni rezultati 13. julija. Kdo, na primer, bi bil tak kandidat? Govorite o tretjem človeku, oziroma četrtem? Bomo videli, kakšen bo rezultat in takrat bodo stranke tudi spregovorile o tem. Zagotovo pa mislim, da je v Sloveniji nastopil čas, ko bi moral biti predsednik vlade nekdo, ki bi užival širšo podporo. Torej ste zaenkrat še zadržani, recimo, če bi prišlo do predloga gospoda Janeza Janše, vsaj dokler postopki na sodiščih niso dokončani? V Slovenski ljudski stranki smo januarja lansko leto povedali in pokazali, kaj mislimo o primernosti ljudi, ki imajo v inštitucijah države, pravosodja, protikorupcijske komisije obremenilne zaključne postopke. In v tem se absolutno ničesar ne spreminja, tako da to je vsekakor eno izmed izločevalnih okoliščin. Kot sem pa že dejal, pa mislim, da je v Sloveniji potrebno najti širši konsenz okoli predsednika vlade. Že prej ste omenili, je vaša odločitev v tem, da boste ostali v Bruslju in ne boste kandidirali na državnozborskih volitvah dokončna, ali menite, da ne bi s tem stranka v bistvu bila poškodovana? V Slovenski ljudski stranki smo si na kongresu marca 2014 zadali enega od ključnih ciljev, da Slovenska ljudska stranka pride tudi v Evropski parlament in se na ta način zariše tudi na zemljevid evropskih parlamentarnih strank. S skupnim nastopom na zadnjih evropskih volitvah smo to dosegli. Izvolitev v nacionalni parlament bi po vsej verjetnosti Slovensko ljudsko stranko izbrisala iz tega zemljevida ponovno, tako da to je ena od okoliščin, katera moramo spoštovati. Po drugi strani je to tudi ena izmed pomembnih zadev, ki imam v vidu, da sem dobil mandat v Evropskem parlamentu s preferenčnimi glasovi in na nek način ocenjujemo, da je to tudi izigranje tistih, ki so v tem mandatu podelili ta mandat. Vsekakor pa se pripravljam po zaključku tega volilnega postopka, se pravi do konca volitev, res nasledovati kreiranju slovenske politike in tudi do naslednjega kongresa Slovenske ljudske stranke z dan po volitev.
Torej, če vas prav razumem, poslanec ne, v primeru, da bi se pa vlada sestavila, pa minister oziroma ministrski predsednik pa ja. O tem se bomo pogovarjali, takrat ste pa povedali. Mene zdaj zanima, ste se že z Novo Slovenijo pogovarjali o morebitnih konkretnih imenih glede pač mandatarja? V tem trenutku se nismo pogovarjali o nekih tretjih imenih. Govorimo o tem, da imajo vse tri stranke predsednike. Na nek način je zelo pričakovano, da so prva imena, okoli katerih se govorijo predsedniki strank, tretjega imena naslednjih smo iskali. Mogoče, gospod Bogovič, samo še vas vprašam o teh novih obrazih. Zdaj pred volitvami so seveda zelo zanimive te javnomnenjske ankete, kaj bo na koncu, se nikoli ne ve, pa vendar po nekaterih zadnjih anketah gospod Miro Cerar, ki je pred kratkim ustanovil stranko, niti nima še jasnega programa oziroma ga ni še predstavil, precej prednjači celo pred stranko SDS. Zakaj po vašem mnenju uživa takšno podporo v javnosti zdaj gospod Miro Cerar? Kar nekaj zadnjih volitev je bilo takšnih, da praktično nismo imeli zmagovalca tistih volitev, ampak poraženca predhodnega obdobja. In na nek način te ankete jasno kažejo na veliko nezaupanje Slovenk in Slovencev do razmer v političnem prostoru. Celo vrsta je razlogov za to, da imajo ljudje tudi takšno stališče in to, da Slovence nekdo prepriča, ki niti ne pove, kakšen je njegov program, niti v katero, ne vem, če hočete, politično grupacijo spada, niti ne pove, kdo so njegovi ljudje, potrjuje to, kar sem predjal. Se pravi, da je ta želja po teh novih obrazih zelo velika. Ta kombinatorika novih kombinacij, novih strank, novih obrazov se v Sloveniji odvija vse od razpada velikega LDS-a in kar precej slabih izkušenj se že v teh letih tudi nabralo. Tako da zagotovo je to, kar imamo v Slovenski ljudski stranki, se pravi tradicijo od leta 1988, cela vrsta ljudi, ki so znali s svojim korektnim, poštenim, prizadevnim delom delovati, če hočete, po posameznih občinah, v posameznih gospodarskih družbah in je garant za to, da lahko tega človeka voliš, predvsem njihovo minulo delo. Mislimo, da bi to moralo šteti tudi na teh volitvah in Slovenski ljudski stranki. Res ne želimo pred ljudi stopati z neznankami, z novimi maskami na obrazu ali pa, če hočete, tudi z ljudmi, ki pač preoblečejo svoje obleke ničkoliko preveč. Torej Cerar ni primeren za mandatarja? O tem bo zagotovo ključno govoriti po volitvah, ki bodo 13. julija. Gospodu Miro Cerarju imam podobno kot celo vrsto Slovenk in Slovencev pozitivno mnenje, ocenjujem kot resnega, kredibilnega človeka, pričakujem pa zagotovo njegov program in pa njegovo ekipo, ki bo garant, kajti vsi vemo, da se do države ne vodi en človek, ampak da je potrebno za to imeti tudi našo ekipo. Lahko samo še eno vprašanje, mogoče malo X, ampak vseeno, v zdajšnjih zadnjih 4 vladah je bila stranka Desus skoraj da nepogrešljiva za tistega, ki je oblikoval vlado. Če zmaga desno-sredinske stranke, boste verjetno, vsaj po nekaterih izračunih, najbrž ponovno rabili Desus. Menite, da bi Karel Erjavec ponovno bil pripravljen vstopiti v to desno-sredinsko koalicijo, kljub temu, da bi denimo SDS šla z Janšo na čelu v to? To je vprašanje za njega. Doslej Karel Erjavec ni imel veliko izločilnih pogojev za vstop v koalicijo, kako bo pa 13. julija bomo videli. No, tudi Solidarnost mogoče, ne, to gre za vstajniško stranko, ki je pred letom dni ali pred 2 letoma protestirala pred parlamentom, zdaj pa se vključuje v del te iste razpadajoče se vlade, proti kateri je protestirala. Kako zdaj vidite te njihove izračunice? Odgovor na težo tega gibanja je bil dan že na evropskih volitvah, kjer je praktično to gibanje pogorelo. Mislim pa, da je pogorelo in da se je izpelo že v tistem času, ko so se ta gibanja tudi javno pokazala na prostoru, na slovenskih trgih in ulicah. Od tam naprej pa nekega jasnega pogleda, kako sami vidijo po tistem, ko uspejo nekaj razbiti oziroma nekaj prekiniti, kako pa vidijo razvoj države, pa enostavno niso pokazali. In to mislim, da je eden ključnih pogojev za to, da, kot sem že prej dejal, veš, kaj hočeš, da imaš ljudi, ki so že v življenju kaj dokazali in v Slovenski ljudski stranki bomo ostali na to. Hvala.